Pozdravljeni! V tokratnem videu vam bomo predstavili naš predstavitveni zbornik, ki je izšel konec lanskega leta. Naslovili smo ga Širimo pogled, prvo desetletje Študijskega centra za narodno spravo. Zakaj takšen naslov Širimo pogled? Zdi se mi, da je glavni uspeh našega delovanja v prvem desetletju prav ta, da smo v slovensko družbo in v slovensko zgodovinopisje prinesli nek nov, drugačen pogled na polpreteklo zgodovino. Da smo s proučevanjem vidikov zagotavljanja človeškega dostojanstva v 20. stoletju na slovenskem ozemlju odpirali nove teme, ki so bile v preteklosti zamolčane. V neposrednih stikih z ljudmi, še posebej z vsemi, ki so na svoji koži občutili težo totalitarnih režimov, smo spoznavali, kako zelo pomembno je soočenje s preteklostjo, s težkimi dogodki in z bolečimi spomini. Ta spoznanja smo potem skušali deliti z javnostjo in na njih opozarjati. Z izdajo zbornika smo želeli predstaviti naše delo in izzive, s katerimi smo se in se soočamo pri opravljanju našega poslanstva. Naše poslanstvo je, kot je zapisano v statutu, opravljanje organizacijskih, razvojnih, svetovalnih in izobraževalnih nalog na področju narodne sprave in proučevanja totalitarnih političnih sistemov na Slovenskem v 20. stoletju. Uvodne misli v zbornik je prispevala dr. Andreja Valič-Zvir, ki je bila direktorica Študijskega centra med leti 2008 in 2020. V njih je orisala uspehe tega centra, dotaknila pa se je tudi težav, s katerimi se je zavod v tem obdobju srečeval. V prispevku Desetletje prelomnih korakov na poti k narodni pomiritvi in spravi je predsednik Republike Slovenije Borut Pahor poudaril, da smo Slovenci, odkar deluje Študijski center za narodno spravo, naredili pomembne simbolne in stvarne korake, ki potrjujejo, da se trudimo sobivati kljub različnemu doživljanju polpretekle zgodovine in nas utrjujejo kot suveren, samozavesten in human narod. Nato je nekdanji ustavni sodnik, minister za pravosodje in idejni pobudnik ustanovitve Študijskega centra za narodno spravo dr. Lovro Šturm podal razmislek o ustavnopravnih podlagah za poslanstvo in delovanje Študijskega centra. Magistra Majda Pučnik-Rudar, predsednica Komisije Vlade Republike Slovenije za izvajanje zakona o popravi krivic, je spregovorila o povezavah komisije s Študijskim centrom ter o prihodnjih izzivih našega centra v skupnem sodelovanju. Kot je zapisala, je eden od izzivov za prihodnost v preučitvi in obdelavi bogatega arhiva Komisije Vlade Republike Slovenije za izvajanje zakona o popravi krivic ter v preučitvi še neobdelanih zgodovinskih dogodkov. Pri tem je, na primer, izpostavila delovanje vojaške uprave Jugoslovanske armade. Dr. Tamara Grisar-Pečar je nato v nadaljevanju predstavila raziskovalni program in dosežke programske skupine. Kot je zapisala, je ena temeljnih dejavnosti Študijskega centra raziskovanje totalitarnih režimov in pojavov v slovenskem prostoru v 20. stoletju. Zato smo že januarja 2009 začeli izvajati raziskovalni program Nasilje komunističnega totalitarizma v Sloveniji 1941–1990, ki ga je sofinancirala Javna agencija Republike Slovenije za raziskovalno dejavnost.
Program smo nato razširili in od leta 2017 izvajamo program z naslovom Zgodovinsko-pravni vidiki kršitev človekovih pravic in temeljnih svoboščin na slovenskem ozemlju v 20. stoletju. V nadaljevanju je nato podrobno v besedi in sliki predstavljena prehojena pot študijskega centra. Marta Keršič, vodja enote za svetovanje, je predstavila nekaj številk, ki govorijo o širini delovanja. Tako je izpostavila, da smo v lastni organizaciji in v sodelovanju z drugimi sorodnimi inštitucijami organizirali ali kot predavatelji sodelovali na 80 domačih in mednarodnih konferencah. Pripravili smo 150 predstavitev knjig in predavanj ter 60 okroglih miz, na katerih so sodelovali priznani domači in mednarodni strokovnjaki z področja zgodovinopisja, prava in drugih humanističnih ved. Izdali smo 35 znanstvenih in strokovnih publikacij, objavljamo pa tudi znanstvene in strokovne članke, prispevke, referate, razmišljanja in analitične raziskave totalitarizmov 20. stoletja. Poleg rednih stikov s Slovenci v zamejstvu in po svetu smo ob sodelovanju Urada Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu 4-krat obiskali Slovence v Severni Ameriki, Kanadi in Argentini. Med njimi smo posneli večje število pričevanj ter izvedli predavanja in delovna srečanja. Znanstvene in strokovne izsledke s področja sodobne slovenske zgodovine smo v obliki predavanj, izobraževanj, delavnic, obveznih izbirnih vsebin in mentorstva predstavili dijakom srednjih šol ter študentom iz Slovenije in tujine. 12-krat smo organizirali svečanost ob Evropskem dnevu spomina na žrtve vseh totalitarnih in avtoritarnih režimov. V Sloveniji in zunaj njenih meja smo se udeležili 75 spominskih slovesnosti v spomin na žrtve nacionalsocializma, fašizma in komunizma. Sodelovali smo na predstavitvah 30 razstav, ki so bile na ogled doma in v tujini. Organizirali smo odmevne strokovne ekskurzije na Goli otok ter sodelovali pri vodenih ogledih med- in povojnih grobišč na Slovenskem. V naši interni knjižnici hranimo več kot 3500 knjižnih enot domače in tuje literature, ki prinaša bogato gradivo pri vsakdanjih raziskovalnih nalogah in projektih. V prvem desetletju smo zbrali tudi več kot 400 pisnih, audio in video pričevanj, ki predstavljajo bogato izhodišče za raziskave v prihodnje. Številna pričevanja so našla svoje mesto v publikacijah študijskega centra, objavljena so pa tudi na spletni strani Zakladnica spominov, predstavljena so mladim v šolah in predvajana v oddaji Moja zgodba na Radiu Ognjišče. Študijski center za narodno spravo je od leta 2013 tudi upravljalec zaporniških celic na Betovnjevi 3 v Ljubljani, kjer naj bi do leta 1966 delovali zapori nekdanje tajne politične policije UDBA. Celice imajo status spomenika državnega pomena. V celicah smo do zdaj organizirali razstave, kulturne dogodke, srečanja za mlade, tiskovne konference, pričevanja, predavanja in vodene oglede. Od začetka delovanja smo tudi aktivno vpeti v mednarodno sodelovanje z več kot 30 inštitucijami v Evropi in po svetu. Študijski center je tudi ustanovni član platforme Evropskega spomina in vesti. V drugem delu te knjižice je posebej izpostavljenih 50 domačih in mednarodnih dogodkov,
Potem so predstavljene naše publikacije in znanstvene monografije. Opisano je tudi pomen zbiranja pričevanj in podrobno smo spregovorili o zaporniških celicah na Betovnovi 3 v Ljubljani. Več podatkov o našem delovanju je dosegljivih na spletni strani www.scnr.si. Zbornik o prvem desetletju Študijskega centra za narodno spravo lahko kupite na sedežu Študijskega centra, in sicer na Tivolski 42 v Ljubljani, ali pa naročite na telefonski številki 01 230 6700 ali pa po elektronski pošti info@scnr.si. Cena publikacije je 10 €. Naj predstavitev zbornika Širimo pogled zaključim z besedami sodelavke Študijskega centra Marte Keršič. Totalitarni sistemi 20. stoletja so poškodovali slovenskega človeka in v družbi pustili globoke rane, ki potrebujejo soočenje z resnico. Brez nje se zdravljenje ne more začeti. Zaradi varne sedanjosti in prihodnosti je nujno opozarjanje na teptanje človekovega dostojanstva v preteklosti in skrb za ohranjanje pridobljenih človekovih pravic in svoboščin. To nas utrjuje v potrebnosti našega dela in poslanstva. Zato smo tukaj.